Dobrodošli nazaj, cenjene udeleženke in udeleženci. Pred nami so izzivi oblikovanja in označevanja embalaže. Govorili bomo tudi o verifikaciji črtne kode in vam predstavili novost pri verifikaciji 3 sporočilo. Z nami bo kolega Martin Kamenšek, svetovalec za IT v GSN Slovenija. Pozdravljen, Martin. Imaš kakšen zanimiv primer za nas? Ja, zdravo, Ira. Imam, seveda. Se pravi, za začetek si bomo pogledali, rekel, ne tipičen primer, ampak malenkost bolj ekstremen primer vzorca črtne kode, ki pa ponazarja v bistvu dve različne težave, ki so se pojavile v tem primeru. Jasno, kot prvi korak, najbolj očitna zadeva, očitno je prišlo do neke težave oziroma napake na sami glavi tiskalnika in zaradi tega je črna koda kot taka, težko jo je najti, no, že samo po sebi. Druga zadeva, ki je pa zanimiva v tem primeru, je pa v smer tiska črtne kode. Namreč, to je klasičen problem, ki izgleda nekako takole, in sicer tiska se v smeri, ki je pravokotna na črtice v črtni kodi. To pomeni, da je širina črtic nekako podrejena ali pa na širino črtic lahko vpliva hitrost tiska, spremembe pri hitrosti tiska in dostikrat se zgodi potem takale zadeve, kot vidimo tlele na sliki. Se pravi, črtice kot take so potencialno in zamazane in pa vidite, na levi, desni strani so poravnane, na sredini pa prihaja do nekega faznega zamika. Tako da to lahko že bistveno vpliva na samo berljivost črtne kode in tako stvari treba paziti. Zato ponavadi zmeraj priporočamo, da se tiska črtno kodo vzporedno smerjo črtic, kot je recimo v tem primeru, in vsaj v primerih logističnih nalepk pa transportnih nalepk se ponavadi na vrhu črtne kode namesti tudi takale črta, ki nam pomaga identificirati napake v sami tiskalni glavi. Kadar tekom tiska pride do neke napake in se potegne takale bela svetla črta. Drugi pogosti tipi napak pa izvirajo predvsem iz faze dizajna. Se pravi, ponavadi, kadar se kreira črtno kodo, se kreira bitno sliko in posebej to bitno sliko, kadar govorimo za kakšne mogoče manjše proizvajalce, ki ročno to vse skupaj delajo, in to bitno sliko potem umeščajo v nek template, Wordov template ali kakšen podoben program. In jasno, da za sliko črtne kode kot tako lahko pravilno umestijo v svoj dizajn, jo morajo povečevati ali pomanjševati. In takrat lahko nastane do raznih deformacij oziroma na robovih črtic lahko nastanejo sivine in posledica teh sivin pa je relativno nepredvidljiva v sami fazi tiska. Lahko se te sivine popolnoma ignorirajo, se pravi, tiskalnik ne natisne samo belo črno in so črtice ožje, kot bi mogle biti, ali pa natisne samo delno, se pravi, nekako kompenzira za to sivino in nastanejo recimo taki zobčki na robovih črtic, kot so v spodnjem primeru. Pogosti primeri so potem seveda še neustrezna kombinacija uporabe materijala in tehnike tiska. Tale primer vlačimo po naših prosojnicah verjetno že zadnjih 5 let ali več, ampak je zelo indikativen. Se pravi, kadar izbirate tiskarja oziroma ko tiskar izbira materijala in se posvetujete z njim, mora vedno vedeti, kakšne so kapacitete njegovih strojev in kakšni kombinaciji z tehniko tiska in materialom lahko je sposoben tiskati. In tukaj je tak lep primer bil fleksotisk na PVC folijo, kjer je črnilo potem, ko se je začelo ohlajati, se krčilo, nastali so taki kolobari in koda je bila posledično neberljiva. Zanimiv primer je bil pa tale. Tega smo pa relativno nedavno dobili. In sicer, kar se je tukaj zgodilo, na prvi pogled, če ignoriramo malenkost deformacije oziroma ukrivljene črtice zaradi slabega skena vzorca, je na prvi pogled črtna koda perfektna. Tudi če bi jo primerjal z neko referenčno kodo, je ujemanje res perfektno, v nulo bi lahko rekel. Ampak kljub temu je bila pa ta koda popolnoma neberljiva. In na koncu se je izkazalo, da je bila težava v samem materialu. Šlo je za nek polprosojni material, ki pa je imel to lastnost, da je bil rahlo debelejši in zaradi te debeline je ob projekciji oziroma ob osvetlitvi z rdečo svetlobo so črtice metale v ozadje senco. Tako da so efektivno, čeprav vizualno izgleda perfektna zadeva, je pa iz oči skenerja so bile te črtice mnogo debelejše, so imeli tako črno silhueto okoli sebe. In to posledično je bilo treba prilagoditi cel dizajn, zožati črtice,
in še enkrat natisnem celotno serijo, zato da je bila zadeva berljiva. Mogoče tako, samo kot zanimiv primer, bil je res nenavaden, da se presenetila ta težavnost branja pri tem primeru. Drugi tipi primerov, ki jih dobivamo, so pa potem še bolj klasične narave, se pravi pomanjkanje komunikacije med dizajnerjem vizualnega dela embalaže pa same fizične embalaže, ali pa preprosto nezavedanje ali nepoznavanje, kakšna bo tista končna forma izdelka, ko se bo enkrat napolnilo z vsebino. In tukaj so trije primeri, se pravi črtna koda se skrije pod nek var ali pa je deformirana zaradi same vsebine izdelka, kot je na primer tudi v temle primeru. To je mogoče kar se linearne kode tiče, tak lep zaključek. Posvetujte se s svojim dizajnerjem, poskrbite, da teče neka komunikacija med vsemi fazami dizajna in tiska, zato da ne bo kakšnih težav. Hvala, Martin, za tele simpatične primere. Pred tabo sta že Marija in Matjaž govorila o 2D kodah in o vedno večjem pomenu le-teh. Kako pa je z 2D kodami? Ja, 2D kode so malenkost poseben primer, preprosto zato, ker so bile narejene oziroma izumljene naknadno. Se pravi, če rečemo, da linearne kode izhajajo iz začetka 70-ih let, takrat digitalni fotoaparati, digitalne kamere niti še niso obstajale. Mislim, da je bila prva komercialna šele leta 1975. Tako da je nekaj časa trajalo, da smo prišli iz te linearne kode, da smo prišli iz te tehnologije, kjer se črtno kodo osvetli z rdečo svetlobo in potem je nek namenski dediciran senzor rdeče svetlobe, ki prepozna te različne odboje. Se pravi, domač povem, linearno črno kodo lahko vidimo na tak način v skenerjih, se pravi, visoka vrednost pomeni dober odboj, presledek, nizka vrednost pomeni nizek odboj, črtica, in kombinacijo teh odbojev, slabih, dobrih odbojev svetlobe, je bilo potem potrebno dekodirati samo vsebino črtne kode. Z nastankom oziroma z popularizacijo kamer v praktično vsaki napravi, vsak pametni telefon danes že ima kamero, pa so se in tudi seveda z kapaciteto računalnika, to pomeni, da je software in hardware dovolj napredoval, da je bilo mogoče v realnem času zajemati in analizirati sliko, se pravi napredovanje strojnega vida, pa so prišli upoštev tudi dvodimenzionalne kode, ki pa imajo malo specifike. In sicer vse dvodimenzionalne kode imajo neke, recimo temu, ključne točke, oziroma v angleščini je pravilni izraz clock pattern. Se pravi, v data matrix kodi pomeni to trdi L na levi in spodnji strani in pikčaste na zgornji in desni strani. In QR kodo pa tudi vsi poznamo, tisti veliki kvadratki so torej tiste referenčne točke, iz katerih lahko algoritem ugotovi, sprotslov detektira kodo in ugotovi, do kakšnih deformacij je prišlo v tej kodi. Tako da dvodimenzionalna koda nam do neke mere omogoča, da jo lažje preberemo kot linearno kodo, tudi če je prišlo do nekih deformacij, če je bila tako kot v tem primeru raztegnjena, zamaknjena, mogoče zaradi neenakomernega hitrosti tiska tudi malenkost drugače deformirana. Druga lepa lastnost dvodimenzionalnih kod je, da podatki, ki so zakodirani v njih, so zakodirani redundančno in imajo vgrajeno možnost odprave napak. Tako da tudi v takem primeru, to je zadnje čase zelo popularno, se pravi v QR kodo, v dvodimenzionalno kodo, vstavimo nek logotip, neko sliko in s tem dejansko pokvarimo del podatkov. Ampak zaradi tega možnosti kapacitete odpravljanja napak je taka koda še vedno dobro berljiva in z njo še zmeraj ne bi smeli biti težav. Naslednja pomembna lastnost dvodimenzionalnih kod pa je njihova robustnost. Namreč v verifikaciji zmeraj govorimo, velika koda je robustna koda, to pomeni, da večja kot koda, večji je njen najožji element, najmanjši element, temu ponavadi rečemo X-modul, sprav najožja črtica oziroma presledek, in temu primerno so manjše relativne napake, ki se zgodijo tekom tiska ali mogoče celo dizajna. In v tem konkretnem primeru vidimo zgoraj isti podatek, ki je zapisan v linearni kodi, v GSN 128 in v data matrix. Spodnji data matrix je mnogo manjši, sprav ima večjo gostoto zapisa, istočasno pa je velikost X modula, se pravi velikost najmanjšega elementa v kodi, dvakrat večji od zgornje kode.
kar pomeni, da je taka koda dvakrat bolj odporna na neke relativne napake, relativno velikost napak, ki se zgodi tekom tiska oziroma dizajna. To sicer ne pomeni, da 2D kode niso imune da so imune na napake, ne. Še vedno se lahko zgodi primer, kot je recimo tukaj, kjer je prišlo do pretiranega razlivanja barve, se pravi, velikost pikslov je bila prevelika in posledično so tiste beline oziroma beli piksli, bele točke, ki so bile obkrožene s črnimi, postale pretemne in ni bilo več mogoče na nek lep način dekodirati samo kodo. Kljub temu pa tudi takele napake, recimo v tem primeru je šlo spet za težavo v glavi skenera. Če bi se taka težava zgodila v svetu linearne kode in bi se ta črta pojavila po višini črtice, bila taka linearna koda efektivno neberljiva. V primeru 2D kode taka napaka skoraj da ni vplivala na končno oceno berljivosti kode. Tako da iz tega vidika core kode, 2D kode so izredno robustne, izredno močne, imajo pa še eno zelo, zelo simpatično in zelo dobro lastnost, ki nam veliko pomeni predvsem pri kakšnih manjših medicinskih pripomočkih ali pa kakšnih rezervnih delih. In sicer lahko jih graviramo. Ali z laserjem, ali jedkom, ali kakšen drug način. In pa ne samo to, lahko so tudi inverzne. To pomeni, da so svetle točke na temni podlagi, medtem ko smo bili pri linearnih kodah omejeni samo na temne črtice na svetli podlagi. In v tem primeru recimo gre šlo sicer za škatlico zdravil, nanesen je bil sloj črne barve in v ta sloj črne barve je bila vgravirana 2D koda. Tak zelo lep, elegant način, ker z laserjem lahko veliko bolj precizno odtisnemo oziroma vgraviramo neko zadevo, kot pa natisnemo z tiskalnikom. In za na konec, mogoče samo še en zanimiv primer, ki se pa praviloma pojavlja samo v bolj redkih primerih, v kakšnem označevanju rezervnih delov, to je pa označevanje z punkturo. Se pravi, dejansko lahko punktiramo površino nekega izdelka, nekega rezervnega dela in na tak način ustvarimo sliko črtne kode. Hvala, Martin, za prikazane zanimive primere, s katerimi se srečuješ pri verifikaciji. Je na področju verifikacije še kakšna novost? Ja. Letos oziroma lansko leto smo z Šparom začeli, recimo temu, nov projekt z uvedbe novega tipa poročila o verifikaciji. Do zdaj smo imeli dva tipa poročil, kratko poročilo, tehnično poročilo, zdaj smo pa funkcionalnosti teh dveh poročil združili v eno samo, se pravi, in še v to poročilo vključili tudi kontrolo podatkov celotne hierarhije nekega izdelka. To pomeni, da nam v verifikacijo pošljete maloprodajni izdelek, transportno škatlo in logistično enoto. Na podlagi teh vzorcev pa potem izdamo poročilo, ki istočasno oceni pod kvaliteto črtne kode za vse tri nivoje, podamo kakršnekoli napotke za napako, odpravo napak so potrebni, podobno kot v tehničnem poročilu, istočasno pa kontroliramo tudi skladnost vseh podatkov, ki so potrebni za sledljivost tekom celotne te hierarhije pakiranja. To pomeni podatki o lotu, lotu oziroma številka serije, ali pa rok uporabe, ali kjerkoli drugi podatki se pojavijo v samih črtnih kodah. Tako da zaenkrat se je to zelo dobro prijelo in se zelo dobro uveljavilo v sodelovanju s Šparom. Upamo pa, da bo v naslednjem letu, oziroma mogoče že tekom letošnjega leta so se pokazali neki indici, da se bo zadeva razširila tudi še porabo k ostalim trgovcem. In identifikacija so torej neločljivo povezani. Ali standardi GS1 še kako drugače pomagajo pri upravljanju embalaže? Ja, tukaj bi omenil dve zadevi, in sicer za začetek, jasno, GTIN, danes že cel dan govorimo, tematika tega predavanja oziroma tega dogodka je identifikacija, in GTIN je v bistvu v jedru vsega skupaj. Tako da, če smo v bistvu do zdaj govorili in pri črtnih kodah tudi govorili o tem, kako GTIN prodajne enote namestiti na neki izdelek, pa se mogoče veliko ljudi ne zaveda, da pri vračljivi embalaži ima vsaka embalaža v ozadju tudi svoj GTIN. In ta GTIN se uporablja za to, da se to embalažo, vračljivo embalažo, vodi skozi preskrbovalno verigo nazaj k naročnikom oziroma dobaviteljem samih izdelkov. V sodelovanju s Trgovinsko zbornico Slovenije je tudi ustvarjen šifrant vračljive embalaže za Slovenijo. V njem so podatki, kot je ime embalaže,
potem neka kavcija, ki je potrebno plačati, oziroma se jo plača, jo prejme kupec ali pa se kupcu odšteje od nakupa, in pa jasno GTIN, ki je vezan na to embalažo. Tako da GTIN v bistvu živi tako dvojno življenje. Po eni strani je vedno viden navzven kot identifikator maloprodajne enote ali druga tipa prodajne enote, po drugi strani živi pa tudi še kot nek nevidni identifikator embalaže kot take. Drugi zanimiv identifikator je pa graj. Ta se pa pojavi pri primerih, kjer je embalaža večvredna. To ponavadi pomeni kakšni prehranati oziroma aluminijski sodčki za pivo, palete in podobne enote, za katere je pa treba vzpostaviti nek sistem sledljivosti. To pomeni, da želimo za vsako enoto vedeti, mogoče točno kje se nahaja, ali pa vsaj izslediti skozi preskrbovalno verigo, da vemo, v kakšnem življenjskem ciklu je. To pomeni spet, ali je potrebno ponovno oprati, ali je potrebno obdelati, refurbishati, ali je pa mogoče že pripravljena ali pa dozorela za nek odmet. Tako da tak primer je recimo takele plastične gajbice za sadje, zelenjavo, kjer je pa že tale konkretna je že označena z graj identifikatorjem in sicer celo z linearno kodo GSN 128 in pa tudi z data matrixom tamle zraven na desni. Tako da graj je še ena taka zelo simpatična zadeva, ki nam omogoča, da dejansko držimo svojo embalažo, svojo vračljivo transportno embalažo pod kontrolo in lahko z njo racionalno upravljamo.